Pozdravljeni. V teh mesecih pred zapoznelim začetkom sezone 2020 je budget cap besedna zveza, katero pogostokrat slišimo v ozadju pri dogovorih za novo pogodbo Concord. In danes si bomo pogledali, kaj to je in če prinaša res toliko pozitivnih stvari, kot nam pravijo. Da bi razumeli problematiko budget capa v tem trenutku v Formuli 1, se moramo najprej ozreti na proračune ekip. In seveda tudi tista najbolj revna ekipa, revna v navednicah v Formuli 1, ima proračun, kateri se šteje v stotinah milijonov dolarjev. A vseeno, velika razlika je, če imamo Mercedes-Benz, Ferrari, Red Bull Racing, kateri imajo tam od slabih 500 milijonov dolarjev na razpolago na sezono, do tam okrog 450. Po drugi strani imamo ekipe kot so Haas, Williams, Alfa Tauri, Racing Point, Alfa Romeo Racing, katere imajo tudi do 3-krat manj. In da bi razumeli, zakaj se vrti vse okrog teh številk, je bolje, da pogledamo proračun teh zadnjih 5 ekip. Različni viri navajajo različne številke. Nekako sem jih zbral in nekako hočem predstaviti tu neko povprečje. Za sezono 2019, da smo si na jasnem, neko polno sezono in ne to skrajšano oziroma malce čudno, kot bomo jo videli letos. Za ekipo Haas v sezoni 2019 govorimo o proračunu, kateri se je gibal med 173 milijoni in tam okrog dobrih 150, med tema dvema ciframa se gibljajo ocene. Williams malce manj 132, pa tudi tam do 145-150. Alfa Tauri oziroma Scuderia Toro Rosso v sezoni 2019 138, malce več od Williamsa, pa tam do 155. Racing Point po nekaterih virih tam okrog 155 ali celo do 188, medtem pa Alfa Romeo Racing med 140, 141 in 155 milijoni. A te številke, ki sem vam sedaj podal, zajemajo celotni proračun ekip. Plače voznikov, pogonski sklopi, marketing, vse je vključeno noter. Namreč te zadnje 3 postavke po novem dogovoru o budget capu ne bi bile izključene. In prvi predlog, kateri je prišel, je ta, da bi začeli malce više z budget capom in ga nato v naslednjih sezonah vsako sezono malce znižali. A prišli so do kompromisa, da se bo začelo s 175 milijoni kot tisto maksimalno vsoto in to ne bi držalo od sezone 2021 do 2025. A če pogledate tiste številke, ki sem jih povedal prej za te zadnje ekipe in jih primerjamo s 175 milijoni, če odštejemo te stroške, katere sem povedal, to se pravi marketing, plače voznikov, pogonski sklopi oziroma razvoj pogonskih sklopov, pridemo na 175 milijonov, je bistveno več, kot oni uporabijo danes, ko omejitev ni. Zato je nekako realno pričakovati, da so hoteli ta budget cap še malce znižati, kajti one najboljše ekipe bi bile še zmeram v prednosti. In zato tudi 145 milijonov na sezono je dokaj realna številka za teh slabših 5 ekip. A treba se vprašati, koliko v resnici porabijo oni najboljši, sedaj, ko ni omejitev. In seveda gre za oceno, mojo osebno oceno, koliko porabijo naprimer prve 3 ekipe za izdelavo šasije in za prisotnost na vseh dirkah. Mislim, da se ne bom nič zmotil, če jo ocenim tam nekje med 220 in 250 milijoni. Kar bi bila, bom rekel, bistveno višja cifra od onih slabših ekip, a vseeno ne 3-krat višja. In seveda imamo razne polemike, razne spore okrog tega. Povedal sem tiste 3 točke, katere naj bi se izključile in poglejmo si najprej, kakšne prednosti bi lahko izhajale iz tega budget capa. Prva je ta, da bi se razmerje moči nekako porazdelilo
znano je to, da v Formuli 1, če hočeš zmagati, moraš investirati. Ni res, da tisti, ki največ investira, na koncu tudi zmaga. A nikoli ni zmagal tisti, ki je najmanj investiral. In če imajo vsi omejen proračun navzgor, več kot toliko ne smejo investirati, tudi zaostanek teh zadnjih ekip se bo še zmanjšal in tako zgleda, da bi lahko bilo tudi prvenstvo bolj zanimivo. Druga točka, katera mislim, da je tudi zanimiva, je ta, da bodo razne dobre ekipe, kot so na primer Mercedes, Ferrari, Red Bull, primorane v odpuščanje določenega kadra, kajti ne bojo si ga mogle privoščiti z budget capom. In ta kader ne bo izgubljen, preselil se bo v slabše ekipe. In tako bodo tudi te slabše ekipe napredovale. Naslednja točka, katera bo spet zanimiva, so pokrovitelji. Namreč s tem, ko bo budget cap, bo tudi recimo cena napisov na bolidu Formule 1 se spremenila. Bom povedal, lahko bodo prišli novi pokrovitelji, spomnimo se, da dve ekipi nimata poimenskega pokrovitelja danes v Formuli 1. Lahko se bodo iz močnejših ekip pokrovitelji preselili v tiste slabše, kajti dobili bodo večjo površino in tako naprej. Tako da zna biti spet neko tudi finančno premešanje vseh vrednosti v svetu Formule 1. A imamo ideje, ki prihajajo naprimer strani Chrisa Hornerja, katere me pustijo rahlo presenečene. Namreč on poleg budget capa predlaga za te slabše ekipe tudi možnost kupovanja šasije pri teh večjih, boljših ekipah, kot smo imeli nekoč tiste zasebnike, privatnike, privateers, kateri so imeli svojo ekipo in uporabljali šasijo drugega konstruktorja. Zdaj, prvič, zavedati si moramo dejstva, da danes kljub uradni prepovedi pravilu imamo 3 ekipe, katere so zelo blizu temu statusu. In govorim o Alfa Tauri, Racing Point in seveda Haas. Status njihov ni tak, ampak je zelo blizu tega in mislim, da ni potrebno tega ponovno vpeljevati. In druga negativna posledica tega je, da potem tiste ekipe, katere bi kupile to na tržišču, rabijo še manjši proračun, da pridejo skozi sezono in nimamo več praktično toliko konstruktorjev. A budget cap, po mojem, je ena izmed dobrih idej strani Liberty Media, katera zna uravnotežiti razmerje moči, brez da bi bilo treba nekoga nekako nagnati s Formulo 1, kot mnogi navdušenci mislijo, da bi bilo pametno narediti z ekipo Mercedes. In seveda, sedaj v sezoni 2022 tudi nov pravilnik z novimi bolidi, kateri bodo tudi oni premešali razmerje moči in z manj sredstvi na razpolago zna biti še bolj zanimivo. Toliko o budget capu in tistem, kar nam lahko prinese v prihodnosti. Spori okrog njega so pa lahko tudi bolj politične kot finančne narave. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.